Posodobitev šolskih programov, oblikovanje velike nacionalne digitalne koalicije in razvojna podpora države so prednostna splošna priporočila za hitrejšo in uspešnejšo digitalizacijo gospodarstva, ki so jih izpostavili udeleženci na letošnjem vrhu slovenskega gospodarstva. Dogodek v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije je potekal 24. novembra 2016 na Bledu. Predstavniki gospodarstva, civilne družbe, razvojno-raziskovalnega sektorja ter javnega in državnega sektorja so na njem podpisali tudi listino o vzpostavitvi slovenske digitalne koalicije. Predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je ob tem poudaril. Vesel sem, da bomo danes vsi deležniki digitalizacije, gospodarstvo, znanost, šolstvo, državna uprava, celoten javni sektor, lokalna samouprava in civilna družba začeli še bolj intenzivno soustvarjati digitalno družbo in referenčno okolje za sistemsko uvajanje inovativnih, modernih rešitev prihodnosti. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek pa je dejal. Prisotnost politike na eni strani, na drugi strani drugih deležnikov, kot je recimo univerze, inštitutov, tudi civilne družbe dokazuje, da lahko skupaj preko projekta digitalizacije naredimo nov napredek Slovenije kot celote. Posebni gost vrha je bil Juhan Lepasar, vodja kabineta podpredsednika Evropske komisije za enotni digitalni trg Andrusa Ansipa. Pohvalil je vzpostavitev slovenske digitalne koalicije, kot nalogo Evropske komisije pa je posebej poudaril zmanjšanje ovir pri čezmejnem poslovanju tudi za slovenska podjetja. And for the industry, I think it's the general objective of helping the industry to take the benefits from the digitalization of the economy. That means that we want to ensure that there is high-speed connectivity for the industry to tap into in the future. And I'm not talking only about the 5G, but I also am talking about the very, very high-speed connectivity that the industry needs in order really to tap into the data economy. But also the kind of capacity to use and utilize the data in the future, so that to have the high performance computing power in Europe, so that the industry can use that in order to be competitive in a global scale. So that is something that we are really looking at, and we are trying to help the industry to become more competitive globally. Več kot 430 udeležencev je opredelilo tudi specifična prednostna priporočila za digitalizacijo infrastrukture, industrije, storitev in za digitalno regulativo. Danes smo že večkrat slišali, kako izredno pomembna je digitalizacija, tako za gospodarstvo, za podjetja, pravzaprav za vse organizacije, za prebivalstvo, za državo, v nekem ožjem ali širšem pomenu besede. Infrastrukturo v tem kontekstu lahko gledamo kot neke vrste živčni sistem ali krvožilni sistem, od delovanja katerega je pravzaprav zelo odvisno uspešno delovanje vseh naštetih. Digitalizacija industrije se veže predvsem na domače naloge, ki jih moramo v prvi vrsti podjetja narediti, pa ne zaradi tega, ker je to fancy, ampak zaradi tega, ker je to nujno. Glejte, storitve so tiste, ki spremljajo proizvode. Če vi produkt lepo zavijete v storitve, dosežete bolj bogato dodano vrednost in to je cilj pravzaprav vsakega gospodarstvenika. Ja, mi smo izhajali pravzaprav iz osnovnega izhodišča, da je Slovenija zaseda šele 18. mesto v Evropski uniji glede na indeks digitalizacije. Zato smo se najprej lotili raziskovanja, katere ovire oziroma razlogi se tukaj pojavljajo, da smo mi na tem neslavnem 18. mestu in kaj bi lahko storili, da bi bilo bolje. Danes smo ukrepe poskušali strniti v nekih 8 točk, ki so na vrhu tudi predstavljene. Jaz bi se tukaj osredotočila predvsem na neka 2 stebra, kot jaz rečem. Torej, kaj moramo storiti na področju infrastrukture in pa kaj je potrebno storiti na področju samega urejanja, bom rekla, z elektronsko dokumentacijo. In tukaj bi seveda radi predlagali, da ne bi bili bolj mačehovski od tega, kar počnemo danes s papirjem. To je referenčno okolje, zelene referenčne Slovenije, v katero bo nekdo prišel testirati novo tehnologijo, ker bomo lahko ponudili tako visoko splošno dostopnost omrežja, da bomo zato postali zanimivi za investicije. To je naša strategija. Najprej moram povedati, da
vam čestitam na gospodarski zbornici. Sam vrh gospodarstva bi pa strnil v tem, da smo jasno in glasno prišli do spoznanja, kar smo vedeli že prej, da ni izbire med nujo in izzivom, kar se tiče digitalizacije slovenskega gospodarstva, slovenskega razvoja, slovenskega izvoza, brez tega, da sledimo trende, ki so nas pripeljali v to, da smo že globoko digitalizirani, ne bi bilo, če ne bi tega naredili. Tako da lahko samo nadaljujemo in nadgrajujemo že začete korake. Digitalizacija je nekaj, čemur se seveda ne moremo izogniti in prav nasprotno pozdravljamo ta proces, ki se odvija. Računovodski servisi že v osnovi poslujejo, lahko rečemo, zelo digitalno. Mogoče ne bi bilo slabo tudi, če bi se pohvalili, da smo v smislu digitalizacije že prehitevamo našo industrijo in naše gospodarstvo. Že zaradi tega, ker so že poslovni procesi že enih 3-4 leta v računovodskem poslovanju zelo digitalizirani. Moram reči, da sem bil prav vesel, se mi je zdelo dobro, da je enkrat gospodarstvo pa vlada našlo tak skupen jezik, pa nek začetni naboj za nekaj spremeniti in to je dobro, ne? In ko smo glasovali o tem, kaj je zelo pomembno, je večina rekla šolstvo, izobraževanje, znanje. In se me veseli, da je temu tako. Še bolj me bo pa veselilo, ko bomo to v praksi spremenili, ker gospodarstvo brez novih znanj, brez dobrih ljudi ne bo šlo nikamor. Moram reči, da je ta vrh zelo dobro organiziran, zelo intenziven. Mislim, da so pravi ljudje na odru in pravi poslušalci. Sem pa prepričan, da moramo razmišljati o digitalizaciji in udejanjati, predvsem v tem smislu, da se mi podjetja vsak dan sprašujemo, v kakšnem poslu praktično smo in vedeti, da se vse okrog nas spreminja in da to spreminjanje poraja nove potrebe, nove produkte. Je pa dobro, da nas pa naša politika, tudi gospodarska zbornica na to pa opozarja. Jaz mislim, da je izredno pomembno, da smo se danes zbrali vsi deležniki, kar pomeni ne samo gospodarska zbornica, ampak država, civilna družba in da smo skupaj pravzaprav poslušali vse izzive, ki jih imamo na področju digitalizacije, ki je del našega vsakdanja in da smo podpisali to digitalno koalicijo, ki bo velika zaveza vseh nas, zato da naredimo nekaj dobrega za gospodarstvo, za državljane in pravzaprav za celotno okolje Slovenije. Jaz mislim, da brez tega bomo pravzaprav težko šli naprej. Večina ciljev, ki smo si jih zadali za gospodarske zbornice, je bila izražena tudi v posameznih delovnih skupinah, kar pomeni od enotne vstopne točke do države, do podjetij, do povezovanja podjetij, skupnega nastopa, razvijanja novih produktov, potem dostopnosti do vseh teh tehnologij in znanj. Jaz mislim, da to so področja, kjer mora gospodarska zbornica narediti korak naprej in jih ponuditi pravzaprav v digitalni in prijazni obliki uporabnikom.